Ne morem verjeti, da je tudi po takem terenu. No, Ford Ranger je pick-up oziroma potovornjak po slovensko, ki smo ga že konkretno preizkusili. Tole poglejte, kako smo preizkušali najhujšega wild tracka na snegu v okolici Söldna. Takrat nas je konkretno navdušil, zato me je zanimalo, če je na slovenskih cestah kaj slabši. V bistvu ni. Pa čeprav tale sploh ni wild track, ampak malo manj opremljeni Ranger z opremo Limited. V bistvu še vedno dobro izgleda z vsemi zaščitami in vsem skupaj, je pa tukaj motor šibkejši. 2,2 litrski štirivaljnik proizvede 110 kW. To je sicer še vedno dovolj, ampak je vse skupaj malo bolj štirivaljno robato, porabi pa sploh ne bistveno manj, okoli 9 litrov. Ja, ni druge, vse grem še malo preganjati okoli. Tole je pravi stroj za težke terene, ne pa predragi luksuzni SUV-ji. Je pa tale malenkost manj udoben zaradi nosilnosti, saj lahko tamle zadaj vozite skoraj tono tovora in to vse klance, kar jih najdete. Če ne gre normalno, pa z reduktorjem in je seveda potem vključena tudi zapora srednjega diferenciala. In potem pleza in pleza in pleza. Če imate dobre gume, pa sploh. Smo ga zadnjič zapeljali skozi eno tako manjšo lužico in je šlo brez težav. Sicer pa zmore tudi skozi 80 cm vodo, bo pa ja šel še čez takšno lužico. Ne pozabite, da je Ranger konkretno velik stroj in ni najprimernejše vozilo za vsakodnevna mestna potepanja. Za mesto je tudi preveč oporen in pretrd za razvajanje družinske zajednice. Tole je pač delovni stroj, oziroma stroj za tiste, ki se radi s smučmi oziroma kolesi prevažate tam nazadaj po hribih. A ja, z takšnega pa kar pripravite 30 tisočakov.